Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman in sem transformacijski mentor. Danes bi rad povedal par besed o veri. Ravno sedaj smo v tem velikonočnem času, pa to ne bo neka velikonočni nagovor, ampak dejansko v bistvu mene zanima vera v praksi. Vero ponavadi povezujemo z cerkvijo, z religijo, ne? A ti verjameš, a ti veruješ v Boga, kje pa ta Bog je, kako pa to zgleda in tako naprej, ne? Ampak v bistvu, če gledamo dejansko čisto praktično, vera je neko zaupanje, je neka varnost. In kako lahko mi pridemo do neke varnosti? Ker pogledajte, ogromno ljudi po svetu misli, da verjame, misli, da veruje, pa še vedno jih je strah, še vedno nimajo nekih, rezultatov v življenju, ki si jih želijo, ne. Od česa je potem povezana vera, ne? In jaz verjamem, da je vse stvari možno razložiti na neki način zelo znanstveno, ne. Ker če obstaja neka sila, ki stoji izza tega vesolja, ki je čudovita stvaritev, ne, potem je ta sila zagotovo matematična, znanstvena in se vse te stvari da absolutno dokazati. Čeprav sedaj z obstoječimi metodami in temi stvarmi še tega ne znamo, oziroma se še lovimo, oziroma, naša obstoječa znanost tega v tem trenutku še ne prizna, ne. Verjamem, da dejansko vera pomeni vera v življenje, vera v principe življenja, vera v zakone življenja. Ravno tako kot obstajajo, fizikalni zakoni, kot so pač zakon termodinamike, zakon gravitacije. To pomeni, glejte, ne glede na to, kdo si, če greš po balkonu na koncu in skočiš dol, boš padel par nadstropij dol, ne. Zakaj? Ne glede na to, ali si mlad ali si star, moški, ženska, ne, zakon deluje. In zakon pač ne dela nobene razlike, ne. Ne glede, kdo je, kdo se tam nahaja, ne, pač zakon deluje. Ravno tako vsi ostali fizikalni zakoni. Po drugi strani pa obstajajo energijski, duhovni zakoni. Zakon vzroka in posledice. Zakon akcije in reakcije ali zakon setve in žetve, ne. Kar boš sejal, to boš žel, ne. V življenju, na primer, ne, življenje lahko primerjamo z vrtičkom, ne, nam je popolnoma jasno, da če posejemo semena, potem mora nekaj časa trajati in ves ta čas moramo ta semena v zemlji obdelovati, da dobimo pridelek, ne. Isto je pa v življenju. Tisto, kar seješ, tisto žanješ. Tisto, kar oddajaš, tisto energijo, ki jo oddajaš, tisto energijo, ki jo vibriraš, takšne rezultate potem dobiš nazaj v življenju, ne. Poglejte, cel svet moli, Afrika moli, ne vem, Južna Amerika moli. Vsi pač prosijo Boga, Bog pomagaj nam. In vendar ni nekih rezultatov. To pomeni, sta samo dve možnosti. Ali je tisti Bog tam neki grdi Bog, ki noče dati rezultatov, ne? Ali pa je problem v tem, da ljudje ne znajo moliti, da ne vejo, kako prositi, ker vsi prosijo, Oče naš, ki si v nebesih in tako naprej, ne. Vse to je v redu, z vsem spoštovanjem. Tudi sam sem, krščansko vzgojen, prakticiram te, obrede, ne, rituale in tako naprej, ne. Absolutno z vsem spoštovanjem, ampak moramo razumeti, ne, če jaz prosim, ne, in če moledujem, če ne verjamem, pomagajte, pomagajte. Kaj se sedaj z mano dogaja? Vibriram in oddajam strah, vibriram in oddajam nezaupanje. In potem, kar seješ, to žanješ, to je pač zakon. Tukaj ni nobene pomote, ni nobene razlike, ni nobene debate, če temu tako rečemo. Če jaz sejem strah, če jaz sejem nezaupanje, če jaz sejem neko moledovanje, potem kaj bom požel? Sejem strah, žanjem potem neko situacijo, ki mi prinese še več strahu, še več groze, še več obupa. To pomeni, da dejansko odgovor je jasen. Prav nič ni narobe s tem našim Bogom, ne glede na to, a ima sivo brado, a jo nima, ampak je nekaj problemov z nami.
način, kako mi prosimo, način, kako mi komuniciramo, način, kako mi vibriramo v življenje, v vesolje. Ne? Ker vesolje je, bom rekel, nek organizem, ki neka, bom rekel, težko bi se to izrazil, dejansko, bom rekel, kot nek sistem, ki deluje popolno. Popolno. Ne? In tisto, kar mi oddajemo v vesolje, potem se završijo neki zakoni, neki principi, ne? In potem mi dobimo rezultat nazaj. In bolj kot mi razumemo te zakone, bolj kot jih mi upoštevamo, bolj kot jih živimo, bolj lahko verjamemo, bolj lahko verujemo. In vera je tisto, da ti veš, kako deluje. Ne? Recimo, moj oče se ukvarja z vrtom, strokovnjak na tem področju, ima absolutno vero na področju vrta. Točno ve, kaj mora posaditi, da bo potem požel pridelke. Seveda pač včasih so kakšni testi v obliki kakšne toče in kakšnega vremena, ampak to je del našega osebnega razvoja. Ne? In ravno tako v življenju, kaj moram jaz posaditi, da bom imel uspešen posel? Kaj moram jaz posaditi, kaj moram dati od sebe, da bom imel uspešno partnerstvo? Kaj moram narediti, da bom srečen? Točno obstajajo koraki do sreče, do uspeha, do ljubezni v življenju. In to je vera. In to je tisto, kar je dejansko praktično, kar je dejansko realno. In to je tisto, kar nas zanima. Ne nekje tam, nek Bog tam za oblaki in tako naprej in gor in potem poskušamo po nekih obrazcih. Vsi ti obrazci, kot so molitev, pač nam pomagajo na nekem nivoju za našo komunikacijo, za naš razvoj. Poglejte, recimo, 3-letnemu otroku rečemo, poglej, ko ti tetica da čokolado, moraš reči hvala. In če tetica da čokolado, potem rečeš otroku, no, kako boš sedaj rekel? Hvala. Aha, ok. In to je obrazec za otroka na tem nivoju. Ampak kasneje, ko otrok odraste, pa najde svoje načine, kako se zahvali za tisto, kar je prijeto. Ampak bistveno je, da otrok razume zakone. Če se ti zahvališ, oddajaš hvaležnost, dobiš še več stvari, za katere si potem lahko hvaležen. Če oddajaš srečo, potem kot rezultat dobiš še več stvari, za katere si lahko potem srečen v življenju. To pomeni vera, pomeni znanje. Znanje o življenju. Znanje o zakonih vesolja, znanje, kako življenje deluje, kako ti zakoni delujejo, in ko te zakone poznaš, potem si svoboden. Potem veš, da te nič ne more ustaviti, razen sam sebe, če tega ne razumeš in če tega ne upoštevaš. Tako da vera je v bistvu zelo realna zadeva. A si ti veren? Kako misliš, če si veren? Ne? To je mogoče vprašanje, ki ga dostikrat si. A si ti veren? Mislim, to je pač, ali si veren, mislim, to je vprašanje, ki ga postavljajo samo v državah bivše komunistične, bivše socialistične države. Ne? V drugih državah si pač normalen. Vsak človek v nekaj verjame. Jaz ne verjamem v nič. Ok, to je v bistvu tvoja vera. Ne verjameš v nič. Kako ti ta vera deluje. Isto kot recimo pravijo budizem. Okay. Smisel budizma je, da se dejansko eliminiraš vse želje v svojem življenju. Ko se lahko odpoveš vsem željam v življenju, potem dosežeš nirvano. Ampak, če pomislimo za trenutek, tudi to, da eliminiraš vse želje v življenju, je želja. To pomeni, a razumete? Tako da vera, za mene lahko rečem, ne da sem veren, ampak da sem normalen. Razumem življenje, raziskujem življenje, raziskujem najnovejšo tehnologijo, kako svet deluje, kvantna fizika. A razumete? In bolj kot razumem te zakone, bolj sem svoboden. Verjamem, ampak ne verjamem zato, ker verjamem, ker nekaj slepo verjamem, ampak ker imam na tisoče izkušenj in lahko potem tudi drugim ljudem pomagam. Poglej, če boš to naredil, če boš v taki količini naredil, potem boš dobil tak rezultat. Glavni problem, ki ga mi imamo v življenju, je, da enostavno ne vemo, koliko nečesa je potrebno, da pridemo do rezultata. Če vedno, ko pač
sem tak in tak strokovnjak za kuhanje, ne, in vedno dejansko pač vprašam, koliko časa pa je potrebno, da se, ne vem, neki zmrznjeni skutini cmoki skuhajo. Koliko časa pa je potrebno, da se makaroni skuhajo, jih je treba dati v hladno vodo, jih je treba dati v vročo vodo. Ne. To so isto zakoni. Ne. Koliko časa je potrebno, da posadim solato, da dobim solato. Ne. Spomnim se recimo primera, ne, pri mojem stricu, ne, stric je posadil oreh. Ne. In čez par let ni bilo nobenih rezultatov, nobenih plodov in je teta rekla, da naj vrže ven. Ne. In potem sta posadila še en oreh. Ne. Okay. In po parih letih spet je teta v tem primeru obupala. Ne. In potem sta izvedela, ne, da dejansko oreh potrebuje 6 let. Se mi zdi, da, ne, preverite to, ampak 6 let, da da plodove. A razumete? To pomeni, če v življenju ne veš, koliko časa je potrebno, da nekaj investiraš, da delaš na sebi, da vlagaš, a je to posel, a je to nek odnos, a je to vase, da nekaj spremeniš, potem imaš problem. Potem moraš dobiti to znanje, moraš dobiti to informacijo. In več takih informacij, kot imaš, več tega znanja, kot imaš, dejansko to postane tvoja vera. To postane tvoje znanje v življenju. To pomeni, da vera je dejansko čisto nekaj običajnega. In vera mora dati rezultate. Tako da malo za razmislek v teh dnevih ali katerihkoli dnevih že to poslušate, vsak dan je pač, bom rekel, praznik, vsak dan je delovni dan, tisto, kar si naredimo, ampak da razumemo, vera, najbolj pomembna vera, je vera v življenje. Ne? Ker Bog je življenje, če tako rečemo. Ne? In seveda pač Bog je tudi, bom rekel, vse informacije, znanje, ideje in vse skupaj vsega tega, ampak to je pač tematika za drugič. Ne? Da se dejansko, kako se naučiti, da lahko s tem tudi komuniciramo, da lahko dobimo ideje, da lahko dobimo rešitve, da lahko dobimo, bom rekel, rezultate, nove načine, kako pridemo do rešitev. Ne? Ampak danes samo to, vera v življenje, vera v zakone. Kaj jaz dajem, da točno vem, kaj moram dati, koliko časa moram dajati. Ne? In to je potem vera, to je potem že vedenje. Ne? Ni stvar v tem, da jaz imam vero, ne? Tako kot recimo nekdo, ki ima vrt, ni, a imaš ti vero, da bo solata zrasla. Ne, nimam vere, jaz to vem. In isto v življenju, ne? Moramo priti do tega. Tako da majčkeno za razmislek, želim vam en čudovit dan, upam, da ste dobili kakšno koristno informacijo. Ne? Če vam je bilo to za inspiracijo, lahko podelite tudi z ostalimi, da jim lahko pomaga. Tako da se veselim naslednjega srečanja. Bodite čudoviti, postavite sebe na prvo mesto in do naslednjič.